Maria Teresa Andrueto, Juanova dežela. Ostali so le kamni in nekaj ljudi s kamnitimi in kozjimi koreninami. Joao Cabral. Juanovi stari starši so se dolgo preživljali s podedovanimi kravami. Molzli so jih zjutraj in zvečer, iz mleka pa pripravljali sir in maslo za svoje potrebe. Marljivo so obdelovali zemljo in s tem, kar so zaslužili, so svoje otroke lahko poslali v šole ter jim kupili knjige, čevlje in oblačila. Od časa do časa so za kakšen dan odšli v mesto. Odpravili so se v Luna Park, kjer so metali v tarčo, potem pa sedli na trg in jedli pokovko. A zaradi suše, vladnih ukrepov in živinskih tatov so imeli krav vse manj. Da lahko preživiš na severu, moraš imeti krave. Ali pa vsaj prašiče, dobre prašiče, iz katerih pridelujejo salame, bonđole in pršut, ki pomagajo preživeti zimski mraz. Če nimaš prašičev, so dobre tudi koze, ki živijo od zraka, se potepajo po gričih in ko ni ničesar več, jedo tudi trdo pašo. Na severu ni lahko preživeti zime, a Juanovi stari starši so se zaradi svojih krav uspeli pretolči čez veliko zim. Potem pa so zaradi suše, vladnih ukrepov in živinskih tatov ostali brez njih. Tedaj so začeli pasti tuje krave. Neka pesem iz Juanove dežele pravi tako: tegobe in krave hodijo po isti poti. Tegobe so naše, krave pa ne. Med prepevanjem te pesmi so Juanovi starši pasli tuje krave. Poleti so jim znali poiskati zeleno pašo, jih pozdraviti, jim prerezati trebuh, če so se preveč najedle, jih pomolsti, gnesti maslo in delati sir. Toda ne mleko, ne krave in ne zemlja niso bili njihovi. Zaradi živinskih tatov, suše in vladnih ukrepov so tudi gospodarji, pri katerih so delali Juanovi starši, postajali vse revnejši. Sami so začeli delati in niso več potrebovali delavcev, zato so jih odpustili. Tako sta Juanova oče in mama ostala brez dela. Zdaj niso več imeli denarja, da bi šli v Luna Park, jedli pokovko in kupili šolske knjige. Pa tudi ne za čevlje in oblačila. Prav tako niso mogli več nahraniti konja, ki je bil v resnici le stara oslica. Tako revni so bili, da so začeli prodajati svoje stvari. Najprej mizo, ki je niso potrebovali, nato skodelice, ki so jih podedovali, zatem lahko jopico, ki jo je bilo mogoče zložiti na velikost pesti, potem pa še odejo z rombastim vzorcem. Dokler ni Juanova mama rekla: zdaj je naše
le še to, kar imamo na sebi.